Spoštovani, dragi, dobri ljudje, verni in neverni, s profesorjem doktorjem Pojavnikom Ivanom razmišljamo o drugem Vatikanskem koncilu, o božji previdnosti, ki ga je gradila skozi cerkvene očete, pa pretekle koncile cerkve in še posebej med obema vojnama s temi papeži, ki so pripravljali temelje za drugi Vatikanski koncil s svojimi enciklikami. In v teh oddajah sva prišla s profesorjem Ivanom Pojavnikom do papeža Pija XI. In njegovega dela. Tako da nadaljujemo spoznavanje cerkve in koncilov in drugega Vatikanskega koncila z doktorjem Ivanom Pojavnikom. Spoštovani profesor, lepo pozdravljeni. Da, pozdravljeni, prisrčno tudi vi, vsi gledalci in poslušalci, hvaljen Jezus in Marija. Tudi mi se vsi skupaj pridružujemo in rečemo, da na vekomaj amen. In prosimo Boga, naj nam da milosti pri tem pogovoru, da bomo prav razumeli drugi Vatikanski koncil in pa temelje, ki so do njega pripeljali, pa tudi, Gospod, daj nam, da bomo zaupali v tvojo previdnost, ko vodiš cerkev, pa tudi naše življenje. V Jezusovem imenu. Amen. Torej, Pij XI, gospod profesor, in prišli smo do Pija XI. In njegovih okrožnic. Ko smo se zadnjič pogovarjala, ste rekli, da je napisal 3 znamenite okrožnice proti fašizmu, nacionalsocializmu in tudi proti komunizmu. Pa bi mogoče začela s prvo okrožnico. Katero boste začel, gospod profesor? Da, začel bom z okrožnico, ki se imenuje Nimamo potrebe, ki je išla leta 1931 proti fašizmu. Torej, ta papež Pij XI. Pravi, da liberalizem je oče socializma. In vemo, da Benito Mussolini je bil socialist, ki je v mladosti občudoval francosko revolucijo. Potem pa, ko se je začela prva svetovna vojna, je socialistična stranka v Italiji bila nasprotna temu, da Italija stopi v vojno proti Avstriji, Avstro-Ogrski. Mussolini pa se s tem ni strinjal, ampak je hotel na Italijo vstopiti v vojno, zato so ga izključili iz socialistične stranke. In on je potem šel na fronto in bil tukaj pri Bovcu na okopih in k sreči je imel jeklen jopič na sebi, kajti priletela je krogla, torej če ne bi imel tistega jopiča, bi ga gotovo tista krogla torej ubila. Potem je bil na Krasu, tukaj, kjer so bili strašni boji na Krasu, in ti italijanski vojaki so preizkušali neko napravo, ki naj bi zletela 150, 100, 200 metrov nad rove nasprotnika, torej kakor nekakšna raketa, ampak ni bila raketa to. Torej, ko so skušali izstreliti, in tam je bil Mussolini pa še 5 vojakov, drugi so skušali izstreliti to napravo na sovražnikov rov, in teda je tista naprava eksplodirala, ubila vseh 5 vojakov in Mussolini je imel 40 ran. Torej je komaj preživel to nesrečo, to eksplozijo te naprave. Torej, in potem seveda ni več šel v vojno, ker je bil tako težko zadet. Pač pa takoj po prvi svetovni vojni je začel organizirati
fašistično stranko, v kateri je ohranil nekatere prvine iz socializma, pa dodal nove prvine. Te informacije posebej v našem slovenskem okolju ali pa jugoslovanskem okolju nismo nikoli slišali, da je bil Mussolini socialist. Pa tudi ne, da je pravzaprav socialistična ali pa delavska stranka bila v Nemčiji, nacionalsocialistična je bila v bistvu delavska stranka. Pravi, da je ta povezava liberalizma in socializma se potem nekako rodila v fašizmu. In papež Pij XI torej je napisal okrožnico proti fašizmu. Tudi mi navadno povezujemo fašizem in cerkev, vsaj pri nas v Sloveniji. Zdaj pa mislim, da skoraj da prvič javno prihaja ven, da je papež, da so bili papeži proti fašizmu, Pij XI, kako tudi proti komunizmu, torej je napisal okrožnico zoper fašizem. Kaj je pravzaprav eno vprašanje, kaj je to fašizem? Torej, Mussolini je izrabil torej po prvi svetovni vojni veliko nezadovoljstvo torej industrije pa teh častnikov pa generalov, ki so se bojevali v prvi svetovni vojni in je potem organiziral fašistično stranko, torej v kateri je gojil imperializem, to se pravi nacionalizem Italije, da se bo Italija dvignila, kakor podobno se je dvignil Rimski imperij. Zato je prevzel od Rimskega imperija tudi razne simbole, torej ki so bili simbol potem tudi fašistične stranke, torej in znamenje imperializma, torej fašističnega imperializma, ker je Mussolini sanjal o neki veliki Italiji, ki bo zavladala torej nad drugimi narodi. Torej je potem v fašistično revolucijo vključil vsa javna občila, torej potem tudi vzgojo od otroškega vrtca do univerze. Torej od otroškega vrtca do univerze in tukaj je potem nastopil spor s cerkvijo, z mladinskim odsekom katoliške akcije, kajti katoliška akcija, ki je sodelovala pri apostolatu cerkvene hierarhije in tudi je nastala katoliška akcija kot pomoč torej hierarhiji, ta je postala glavna ovira za fašizem, za vzgojo, ker fašizem, fašistična revolucija je hotela prežeti mlade od otroškega vrtca do univerze. Zdaj ta katoliška akcija je imela od otroškega vrtca pa do univerze svoje krožke, torej 15.000 združenj je bilo in nenadoma je, torej že prej so bila namigovanja, ampak potem ves tisk, fašistični tisk je obtožil torej te mlade ljudi od otroškega vrtca pa do univerze, da se vmešavajo v politiko, da tukaj gre za politiko, torej in zato je potem nenadoma torej fašizem razpustil vse te 15.000 združenj mladinske katoliške akcije. In tiste, ki so se upirali, piše Pij XI v tej okrožnici, tiste mlade, ki so se upirali, so potem pretepali fašisti do krvi, ker so vzpostavljali fašistično diktaturo. To se pravi, oni so hoteli uvajati šolski monopol, torej si prilastiti celotno vzgojo v italijanski državi. Fašizem je recimo diktatura in je potem diktatura ene stranke in v tem primeru enega vodja ali podobno kot v Nemčiji.
ali pa v komunizmu, tudi diktatura ene stranke. In oni so si hteli, kot pravite, podrediti vse, od šolstva, medijev, vse imajo oblast samo oni in v bistvu demokratična družba več ni funkcionirala, da drugi niso imeli enakega deleža pri policiji, sodstvu, bi rekel pravičnega deleža, mislim, neutralnosti ali pa pri medijih. In so si oni vse podredili in to je bila na poti katoliška cerkev, pravite, z svojim sistemom vzgoje. In eno vprašanje bi imel, torej, kdaj je on nastopil, kdaj je on prevzel pravzaprav oblast? Vi govorili ste o fašistični revoluciji. Katerega leta je on prevzel oblast v Italiji? Torej, če se dobro spomnim, je bil tako imenovani pohod na Rim 1922, s katerim je Mussolini praktično potem prevzel svojo stranko oblast v Italiji. In najprej, kar papež Pije XI očita fašizmu, je statolatrija. Torej, statolatrija pomeni božje češčenje države. Pije XI pravi, da to je vrnitev nazaj v poganstvo iz krščanstva, ker poganstvo so častili državo kakor božanstvo. In zdaj država je postala božanstvo in to pomeni totalitarna država ali totalitarni sistem. Torej, država je božanstvo, kateremu se morajo vsi podrediti. Torej, in to je bila prva stvar, torej huda zabloda fašizma, torej božje češčenje italijanske države in italijanskega naroda. Torej, absolutizacija neke človeške države. Kaj pa, bi rekel, neki nacionalni ponos, nacionalna zavest, to pa še ni potem nevarno, kajti neko mero nacionalne zavesti in pa spoštovanja do lastnega naroda pa je pa, bi rekel, nujno, da imajo državljani tudi privzgojeno. Razlika je pa verjetno v absolutizaciji, povzdigovanja nad drugimi narodi. V čem je bistvo nacionalizma, potem, katerega pravite, da je fašizem tudi prevzel in pa potem, bi rekel, ukinil demokracijo, se pravi parlament, ni bilo več strank, če prav razumem, in je on zavladal kot diktator, kot v imenu, ne vem, ljudstva, kakorkoli, nad Italijo. Razlika je v tem, da prava ljubezen do domovine je potrebna tudi do lastnega naroda. To je vedno bilo in tudi cerkev je to pospeševala. Razlika nastane, ko ta prava ljubezen se sprevrže v prevrnjeno ljubezen, se pravi v egoizem, v sebičnost in hoče zatreti pravice vseh ostalih. Torej to, kar ste vi omenjali, da potem so ukinili vse druge stvari, torej in si prilastiti popoln monopol nad državo in potem nad vsem javnim življenjem in tudi potem nacionalni egoizem, torej skuša zatreti vsa ostala gibanja. In tukaj je bila na poti katoliška cerkev in potem tudi vzgoja, si prilašča šolski monopol. Hoče vsiliti vsem samo fašistično revolucijo, vsi morajo brezpogojno sprejeti fašistično revolucijo, če niso sprejeli fašistične revolucije, so jih vržili iz služb. Torej, to ni bila lahka stvar, ker kdor ni sprejel fašistične revolucije, ki jo je promovirala država in vsa javna sredstva obveščanja, tisti je bil izključen, je moral iti v zapor in je res nekaj ljudi, ampak teh je bilo malo. Torej, pravzaprav je bilo, da so potem morali v zapor in so trpeli v zaporih. In potem tudi šolski monopol, torej da hoče prevzgojiti mladino za fašistično revolucijo in zaradi tega so tudi tukaj Slovenci
torej mi Primorska, ki smo bili pod fašizmom, so veliko trpeli slovenski učitelji, ker so jih enostavno premestili v južno Italijo in nastavili tukaj torej fašistične učitelje, ki so prepovedali torej slovenski pouk. Slovenski pouk se je ohranil edino v cerkvah. Torej, to je bila tudi zasluga duhovnikov. Spremenili so tudi priimke, recimo tudi priimek mojega očeta so poitalijančili. Torej, načrtno so uvajali totalitarni sistem, zaradi katerega potem so ljudje ogromno trpeli. Omenili ste torej to okrožnico, ki jo je papež izdal katerega leta? 1931. Je bila okrožnica izdana in je bila proti fašizmu. O vsebini okrožnice ste sedaj povedal to, da se je papež uprl v okrožnici zoper ta totalitarno oblast nad šolstvom, nad vzgojo in da so katoliške šole padle potem pod ta učni sistem države in niso bile več samostojne, če sem prav razumel. In to se je papež uprl. Ali je bilo še kaj drugega v tej okrožnici proti fašizmu? Torej, tam bolj podrobno opisuje te policijske mire pa preganjanje teh mladih kristjanov, torej v Italiji, kršenje pravic staršev, torej in cerkve, ampak rekel bi, da je papež to že prej slutil, ker je napisal o tem problemu veliko okrožnico Božji učitelj, torej o krščanski vzgoji, na katero se sklicuje drugi Vatikanski koncil 11-krat v tem odloku o krščanski vzgoji. Tako da ta okrožnica Božji učitelj pravzaprav je nosilna struktura te izjave o krščanski vzgoji drugega Vatikanskega koncila. Vidimo tukaj Božjo previdnost, ki je že gradila temelje za drugi Vatikanski koncil in vidimo kontinuiteto Božjega nauka in koncila v tem širšem pogledu. Se vidi ta gradnja drugega Vatikanskega koncila. Torej gre zdaj potem za drugo okrožnico že papeža Pija XI. Božji učitelj. Torej ta okrožnica govori o krščanski oziroma o vzgoji. In je tudi namerjena, pravite, proti fašizmu, ki si lasti vzgojo v Italiji. Kdo pa pravzaprav, bi lahko rekli, ima pravico vzgajati ljudi? V ozadju tega problema je razsvetljenstvo. Torej, razsvetljenstvo je, kot vemo, nastopilo proti krščanstvu in je sestavilo epohalno obtožnico zoper cerkev, češ da cerkev svojo kulturo, torej svojo vzgojo, zavira razvoj narodov, zavira razvoj človeštva. Zato je razsvetljenstvo izdelalo svoj lastni vzorec izobraževanja. Razsvetljenstvo ni moglo naenkrat uničiti krščanske kulture, zato si je zamislilo svoj lastni vzorec izobraževanja, da bi tako preoblikovalo, prevzgojilo katoliške in krščanske narode. In temelj tega novega vzorca je bil francoski filozof, ki je tudi oče moderne filozofije, René Descartes. Kajti René Descartes je eden izmed očetov tako imenovane nove znanosti, se pravi naravoslovja, ki je začelo se razvijati v 17. stoletju. In tukaj ta oče te filozofije je tudi
torej preobrnil spoznavoslovno lestvico, ker je na prvo mesto postavil najvažnejše mesto pri vsej izobrazbi, pri vsej kulturi, ima zdaj ta nova znanost, se pravi naravoslovje, ki je takrat začelo šele svoj pohod, torej v 17. stoletju. Tej novi znanosti, temu novemu pogledu na svet se mora podrediti filozofija, torej vse ostale človeške vede. Torej zato je on podredil filozofijo, torej naravoslovju in tudi vse ostale človeške vede, tudi vede o človeku in potem vede o družbi, so vse podrejene naravoslovju, ki ima absolutni primat v tej moderni izobrazbi. In tudi na teh modernih šolah danes vemo, kako je naravoslovje torej napredovalo v zadnjih stoletjih in torej ima pri izobraževanju, ima naravoslovje in tudi je najbolj financirano, ima absolutni primat. Torej in zdaj ta novi vzorec oblikovanja je prodiral na katoliške šole in univerze. Na teh, torej po tem vzorcu so študirali ti študenti, katoliški študenti, krščanski študenti in tako so sprejemali ta novi vzorec oblikovanja in s tem so seveda išli iz krščanske kulture, krščanske izobrazbe, so izgubili vero na teh univerzah, ne da bi opazili, ker ta novi vzorec izobraževanja, torej oblikovanja človeške osebe, je imel za cilj preoblikovanje, prevzgojo katoliških in krščanskih narodov. Torej in je prodiral na vse te visoke šole in iz visokih šol potem na nižje šole. Ja, samo vemo in vidimo, da naravoslovne znanosti so vezane na meritve in se nanašajo samo na, bi rekel, na ta fizični, lahko rečemo, svet. Nujno pa je, da mi potem gremo v metafiziko, kar pomeni pravzaprav v filozofijo, kjer je recimo samo logika in potem tudi je prostor za vero, za teologijo, za Boga. In to pa vedo tako vsi, tudi fiziki, recimo vsemogočnost današnje fizike je ena knjižica, kjer dokazuje, kako fizika sicer nekaj ugotovi, ampak to ni za ta vprašanja smisla življenja, ni za vprašanja pomembnosti človeka, ni za moralo, ampak je to potem v domeni v bistvu filozofije pa etike in pa, bi rekel, tudi teologije, kjer daje odprtost za možnost Boga, tako da je ta postavka je napačna in je potem šla v to negacijo pravzaprav Boga in pa tudi v negacijo neke vrste prave filozofije oziroma zgolj iskanje neke prave resnice. Torej se je sprevrglo v neko politiko oziroma za prevzem oblasti nad svetom. Torej, kako je potem z to vzgojo v neki demokratični družbi? Eno pravico imajo starši, ki so odgovorni pravzaprav za svoje otroke tudi, so jim najbližje, najbolj se za njih žrtvujejo. Verjetno ima nekaj država tu, pa če so starši verni, člani cerkve, potem tudi cerkev ima neko pravico postaviti, bi rekel, vzgajati svoje verne ljudi v katoliškem, recimo, duhu, ali je to zgolj parlament tisti, ki določa to pravico. Kako je to prav, bi rekel, kako bi najbolj pravično postavili te pravice vzgoje? Da, na to vprašanje bom odgovoril, ampak najprej bi omenil tole, kar je rekel Pij XI, namreč pravi, da z sekularizacijo
je univerza iz nebeške postala pozemeljska univerza. To se pravi, išla je iz Božjega kraljestva, iz kraljestva torej Kristusa, se je sekularizirala in je postala zemeljska in podzemeljska univerza. S tem pa je univerza prenehala biti. Prenehala. Univerza, torej ta latinski izraz univerza, universitas studiorum, pomeni, da vse vede, vse znanje je združeno v enoto, vse strani znanja so združene v enoto. Vse logične vede so združene v enoto. Torej, zato univerza je nastala samo po Božjem razodetju, po Kristusu, ker brez Kristusa, brez polnosti Božjega razodetja ni mogoče prodreti v skrivnost človeka, v skrivnost stvarstva, v skrivnost človeške družbe in človeštva. Torej, zato je univerza nastala v katoliški cerkvi. Se je, kot piše Janez Pavel II., rodila iz srca cerkve, v katerem je bilo združeno vedenje v nadnaravnem in naravnem redu, se pravi zaveza med vero in razumom. Sedaj pa, ko se je ta univerza, torej iz nebeške, postala zemeljska in podzemeljska, se je izgubila ta enota in univerza se je razbila. Univerza se je razbila na posamezne fakultete in te fakultete s sredobežnim pluralizmom, ker se oddaljujejo od Boga, od Kristusa, se drobijo vedno bolj. Torej imamo ta proces, torej drobljena znanja, kjer ni več enote, torej te enote, kakor je bila v srednjem veku. Nimamo več te enote, univerza je ohranila svoje ime, še danes so univerze, ki imajo to ime, ampak to ime ne ustreza resnici. Torej zato ta razsvetljenski model izobraževanja torej je podrl univerzo, je ustanavljal svoje šole, ki še imajo imena univerze, vendar univerze ni več. Univerza ne obstaja. Torej, in to pravi Pij XII, se je izgubil tudi nauk o univerzalijah in to vidimo. Torej se je izgubila potem metafizika, splošna metafizika. Torej in filozofija je tudi razpadla v teku stoletij v vedno bolj podrobne vede. Torej imamo ta proces razpada univerze. Ta enotnost, ki jo jaz razumem, oziroma univerzalnost, da gre predvsem za vse aspekte človekovega življenja in za vsa vprašanja, ki si jih človek in tudi človeštvo lahko zastavi in o njih razmišlja. Pravi, nekatere univerze oziroma fakultete, kot je na primer teološka fakulteta, je v socialistični Jugoslaviji bila, mislim, da zunaj univerze ali kakorkoli. Gre za to, da ni več to del univerze, ne? In tudi vse skupaj ni povezano v eno celovito razmišljanje, ki je pa nujno tudi vsak človek se vpraša, recimo, ali je Bog ali ni Boga, vsaj enkrat ali večkrat v svojem življenju. To je zdaj druga okrožnica, Božji učitelj, ki tudi zavrača, ste rekel, tudi to fašistično, bi rekel, razsvetljensko vzgojo. In nedvomno je razsvetljenstvo tudi, ali pa recimo razsvetljenstvo, ali vse ta del razmišljanja je nekaj pozitivnega, nekaj dobrega, ampak ni pa dobro to, da se pri tem izključi potem ta metafizični del ali pa filozofski del, kot se je včasih nadomestilo samo z dialektičnim materializmom in je to bila vsa tako imenovana metafizika, vse drugo je bilo pa prepovedano. Gre za okrnjenje človeka. Imamo še potem kakšno okrožnico Pija XI? Torej najprej moramo govoriti še na vprašanje, na katerega nisem odgovoril, ker v tej okrožnici Božji učitelj čisto natančno torej razmeji 3 področja vzgoje. Najprej torej družina,
družina je prva šola vzgoje kreposti, ker starši rodijo otroka in starši imajo torej največje pravice in tudi največje dolžnosti glede vzgoje. Zato bi morala biti družina pravi prva šola sploh vzgoje otrok. Toda zaradi industrializacije, torej je družina precej opešala pri tej vzgoji. O tem govori že Leon XIII in potem Pij XI, kako je družina opešala zaradi torej spremenjenih razmer, torej da ne več izvršuje v polnosti te svoje vloge. Potem druga družba, ki ima nalogo za vzgojo mladine, je država. Tudi država ima svoje pravice in svoje šole, vendar ne sme nadomestiti torej družine, mora pomagati družini pri vzgoji in tudi svojimi šolami, ne sme izvršiti državnega monopola šolstva, ker s tem krči temeljne pravice družine. Država ne rodi otrok. Nobena država ne rodi otrok, torej zato nobena država si ne more lastiti pravic staršev. Torej tukaj gre za temeljno kršenje pravic staršev, ker država, totalitarna država, fašistična država, se je obnašala tako, kakor da je ona rodila otroke. Torej to je huda zabloda tega državnega monopola šolstva. Poleg tega pravi pa tudi obstaja tako imenovani psihološki naturalizem, ki ne upošteva več, vzgoja sploh ne upošteva več, zaradi tega, ker je razsvetljenstvo zavrglo nauko o izvirnem grehu. Zato se vsak človek rodi brez izvirnega greha in zato tudi ne potrebuje več Kristusa odrešenika. To je herezija pelagianizma, ki jo je zavračal sveti Avguštin in Cerkev v 5. stoletju. Ta herezija pelagianizma je zopet prišla torej z razsvetljenstvom v izobrazbo, ker obravnavajo človeka, kakor da ni nič ranjen po izvirnem grehu, da ni slabih nagnjenj. Torej tukaj psihološki naturalizem in potem kasneje sociološki naturalizem, ko hočejo samo z naravnimi vedami, torej z naravnim razumom razlagati človeka, vendar to je premalo, ker človek je velika skrivnost, kakor je rekel sveti Gregor Nacijanski v 4. stoletju, človek je veliko vesolje v malem vesolju. Torej ne kvantitativno, ampak zaradi svoje duhovne duše, zaradi svojega duha, ki je odprt neskončnost in k Bogu, je človek veliko vesolje v malem vesolju. In to je popolnoma pozabljeno v razsvetljenstvu in torej v tem novem veku. In tretja družba, ki ima pravico do vzgoje, je Cerkev, ker če so kristjani in Kristus je dal nalogo, torej pojdite in učite vse narode. Torej Cerkev ima pravico, da vzgaja torej svoje člane tudi torej v krščanskem duhu in zato tudi Cerkev ima pravico do svojih šol torej in višje izobrazbe. Torej imamo te tri družbe in isto to je natančno na podlagi te okrožnice določil drugi Vatikanski koncil v tej izjavi torej o krščanski vzgoji. Zato ta izjava o krščanski vzgoji je dolgo pričakovani odgovor Cerkve na epohalno obtožnico razsvetljenstva proti Cerkvi. Torej, ker Cerkev je tista bila, ki je v srednjem veku ustanovila šole in potem univerze, vse to se je razvilo iz Cerkve. Torej, to je hotelo razsvetljenstvo ignorirati. Pa ne samo ignorirati, ampak je Cerkev obtožilo torej nazadnjaštva, največjega nazadnjaštva. Torej, to je velika laž. To je ogromna laž, ki je potem torej veliko vplivala torej na nadaljno izobraževanje in tako imenovano prevzgojo katoliških in krščanskih narodov, ker mnogi so nasegli tej veliki laži. Ja, mislim, da ta proces se kar nadaljuje. Tudi danes si država lasti vso pravico
posebej v zahodnem svetu, vzgoje. Družine enostavno nimajo časa, da bi skupaj živeli, kajti glavni del dneva so starši v službah in v obveznostih, vrtec in šola pa vzgajajo otroke, pa seveda tudi televizija, s tem, da šola in vrtec in država nima nobene uradne etike ali filozofije, po kateri bi pomagala ljudem, da si ustvarijo neke etične norme, torej tega ni. In zaradi tega potem drsimo, zaradi splošnega mnenja, bi rekel, ker so starši že tisti, ki nimajo tudi ustrezne možnosti, da bi na globlji način razlagali etiko, vse skupaj drvi v neko živalskost ali v greh, in potem je tu ogromno prvič nedolžnih žrtev ljudi, ki se znajdemo v tej, bi lahko rekel, neki mesoreznici življenja, in vse skupaj sam proces gre v slabo smer za vso našo družbo, bi rekel zahodno civilizacijo, ker je ta proces odmikanja od Boga se veča, in pa to pomanjkanje nekega globjega razmišljanja, pa tudi vzgoje in pa podpore države. Tretja okrožnica, gospod profesor, je pa bila proti nacionalsocializmu. In to pa je zopet proti fašizmu, bi lahko rekli, ki je nacionalsocializem v Nemčiji, je tudi izšel iz socializma, je v bistvu socialistična stranka, potem je tu veliki vodja zopet, kot jih poznamo v socialističnih državah, pa tudi v fašističnih državah, vsaka je imela svojega velikega vodjo. In papež Pij XI se je lotil tudi nemške različice fašizma in nacionalsocializma, kar je zopet en dokaz, da je cerkev bila vedno tudi protifašistična. Za kakšno okrožnico gre? Ta okrožnica ima naslov S pekočo skrbjo, mit Brenner der Sorge, je šla leta 1937, torej ko je že močno vladal nacionalsocializem v Nemčiji. In treba je omeniti, da torej bodisi Hitler, bodisi Mussolini sta bila učenca švicarskega filozofa Friedricha Nietzscheja, ki je živel v letih 1844–1900 je umrl. Torej ta Friedrich Nietzsche je bil izrazito ateistični in antiteistični torej filozof, in je govoril torej o smrti Boga. Pravi, mi smo ubili Boga, mi smo morilci Boga, mi smo zemljo odvezali od sonca in zdaj se ta zemlja oddaljuje vedno bolj in pada navzdol in torej drvimo, pravi, v svoji zablodi skupaj z neskončnim ničem. Že on je predvidel, že on zgleda je predvidel svojo trditev, Bog je mrtev, da nas vodi to v uničenje. Ta drugi del, bi rekel, njegove izjave, mislim, da prvič slišim. Da, to je pravzaprav znamenita izjava, ki se večkrat navaja, je bolj dolga, jaz sem jo 3/4 skrajšal. Torej ta izjava, potem jaz sem bral nekatere odlomke iz tega Nietzscheja, torej in tukaj sem videl, s kakšnim sovraštvom je pisal proti Bogu, proti Kristusu križanemu. Prav izrazito sovraštvo, torej in zato se ne čudim, da je potem se mu zmešalo in da je končal svoje življenje v norišnici. Zdaj pa pravi Nietzsche, če je Bog mrtev, koga naj postavimo na mesto Boga? No, on je postavil torej na mesto Boga človeka leva, torej nad človeka. Potem je uveljavljal
razvrednotenje vseh vrednot, potem mit arijanske rase, kar je potem Hitler prevzel od Nietzscheja. Torej zdaj ta človek lev stopi na mesto Boga, stopi na mesto kristjana, kajti kristjan je samo neka kamela. Torej zdaj ta človek, Bogana človek, teži vilec urmat, to se pravi, ima to strašno željo po oblasti, vilec urmat, torej zato, da bi dosegel oblast, potepta torej vse kreposti, ker je lev poteptal vse kreposti in vsa človeška čustva. Vsa človeška čustva, torej da bi dosegel oblast. Ne? In zanimivo je, da prav Friedrich Nietzsche je bil glavni učitelj v šoli esesovcev. Glavni učitelj v šoli esesovci, zato so esesovci, ki so pili te nadzore, ta strup Friedricha Nietzschea, bili strašno divji v drugi svetovni vojni. So se obnašali kot ljudje levi, ne? Ki te poteptajo vse. In sem bral tudi en govor Mussolinija, ki je zavpil meglio un giorno di leone che 100 giorni di pecore. Se pravi, boljše živeti en dan kot lev, kakor 100 dni kot ovca. Torej s tem se je tudi norčeval iz kristjanov, češ vi kristjani ste ovce, ampak mi fašisti smo levi. Smo levi in torej bolje živeti en dan kot lev, torej teptati druge ljudi. In to je tudi fašizem delal potem v drugi svetovni vojni, vemo, koliko gorja je povzročil tudi v Sloveniji. Torej tukaj v ozadju je ta filozof Nietzsche. Poglejte, kakšne vplive so imeli ti filozofi. In celo ta Cornelio Fabro, ki je študiral vse te moderne filozofe in napisal veliko delo Uvod v moderni ateizem na 1000 strani in je bil izvedenec za ateizem na drugem Vatikanskem koncilu, pravi, da Hegel in Nietzsche sta glavna duhovna očeta ateizma v 20. stoletju. Tu je, ker je Nietzsche tudi pisal v nemščini, je ta izraz Übermensch, se pravi neke vrste nadčlovek, kar je prevzel, kar pač tudi pripisujejo Hitlerju, da je on tako razlagal to svojo tudi filozofijo, da je nemški narod izbran kot, bi rekel, nad ljudje, ki da vodijo druge narode, da jih podredijo. Ampak v ozadju je pa tudi ta filozofija, vi ste rekli oblast, kar je na nek način enaka beseda kot je moč. Se pravi, če jaz imam premoč, potem nimam nobene moralne norme, enostavno sila, ki je močnejša ali močnejši vse skupaj pobere, lahko dela, kar hoče. Torej, če zmore, lahko dela, kar hoče, nima se na koga ozirati in tudi to je vsa enostavna etika, da močnejši požre šibkejšega in tu pa vidimo, da je to popolno razvrednotenje človeka, da je to neke vrste satanizem in pa tudi degradacija v zverinski svet človeka, da postane zver. Človek, lev, pravzaprav pomeni tudi človek z močjo, ampak kot zver, človek zver. Nietzsche je eden, tak nam je govoril profesor filozofije, je pravzaprav edini pravi antikrist, ker popolnoma negira Boga in postavlja na to mesto silo, moč. Ampak ravno ta moč se je izkazala pri, recimo zanimivo se mi zdi pri Mussoliniju, ki je rekel, da začenja fašistično ero, potem pa je bila fašistična era, ne vem, torej stoletje ali tisočletje je mislil, potem je bilo pa ne vem 3 ali 4 leta samo fašistične ere, pa tudi Hitler se ravno, bi rekel, zlomil pod močnejšim svetom, ki se proti njemu pred močnejšo silo in je razrušil Nemčijo in ranil nemški narod. Torej, ta sila se je obrnila proti tem naznanilcem, bi rekel, brez Boga oziroma naznanilcem, da Boga ni.
Da, to pravilno pravite. V tej okrožnici Pije XI zavrača torej kult Hitlerja, ker Hitlerja so častili kakor Boga. Torej to, kar ste vi rekel v prejšnji oddaji, da ti diktatorji 20. stoletja torej so se imeli za bogove. Torej tukaj je vrnitev nazaj v poganstvo. Torej država postane božanstvo in potem tisti, ki vodi državo, rimski cesarji so se imenovali sebe, torej Bog in rešitelj, torej ljudstva. Torej nekaj podobnega smo imeli sedaj v 20. stoletju. Ti veliki diktatorji se niso imenovali bogovi, ker to bi bilo preveč očitno in smešno, ampak praktično so se obnašali kakor bogovi, ne? Torej, kakor je rekel Nietzsche, lev je onstran dobrega in zlega, to se pravi, zdaj ne velja več moralna postava, ki velja za vse ljudi, ampak on lahko kot lev potepta silo karkoli, ne? Torej, tukaj oboževanje države, oboževanje torej nastopa v tej okrožnici, torej zoper božji kult Hitlerja. Torej, ta okrožnica so na skrivaj prinesli v Nemčijo in so potem brali pri sveti maši, po moje, vsaj pri 2 svetih mašah ali 3, ker je precej dolga. Tako da potem je Hitler besnel, ker Gestapo ni opazil, da so pretihotapili to okrožnico, ne. Torej, in potem isto, kakor Mussolini, ampak oziroma še bolj, je nacionalsocializem podržavil vso vzgojo, ne. Torej si lastil monopol na vzgojo, torej in potem je organiziral velike telovadne igre in pohode. In to ravno na dan nedelje so organizirali, torej da so tudi katoliško mladino iztrgali, torej iz cerkva, oddaljili od svete maše, da so uničili nedeljo. To so načrtno nacisti delali, torej te velike prireditve, ki so bile v bistvu vaja za 2. svetovno vojno. To so oni načrtno delali, torej ravno na dan nedelje. Rekli ste, da pravzaprav niso bogovi, ampak poznano nam je naprimer iz socializma, pa tudi iz fašizma, recimo sedaj, še v tem času, Kim Il-jung, tale sedajšnji, če sem prav povedal njegovo ime, ta sedajšnji voditelj Severne Koreje, k njemu molijo, k njegovi sliki molijo in se mu zahvaljujejo za njegovo dobroto in tako naprej, se klanjajo, prinašajo darove, rožice, in to je že, bi rekel, bogočastje. In tako tudi vemo, da vsi drugi so bili tudi bogovi. Jaz sem imel tam v času, ravno ko je Tito umrl, sem imel takratno policijo enkrat in en policaj, ki me je tam na nek način zasliševal, sem rekel, ja, pač Tito je umrl, pa to. In on je začel kričati, razumeš, Tito ni mrtev, Tito ni mrtev, Tito živi. Se pravi, da je potem bil tudi predsednik SFRJ, je bil neke vrste bog, ne, za njega, tistega policaja, kričal, Tito živi, ti razumeš, je rekel, razumeš, Tito ni mrtev. Se pravi, gre za božanstva v teh diktaturah, ki pa potem gre tudi za kraljevske družine. Vidimo, koliko generacij v Severni Koreji se je zamenjalo iz iste družine, sin pa dedek, pa ne vem, pradedek pa sestra, zdaj pa tudi v Kubi, na Kubi, prav tako po družinski liniji se kar prenaša oblast. Tako da je to dejstvo, da se na tak način ne spoštuje potem demokracija, ampak se potem izrabi za lastne interese. In imamo tudi vedno, tako ste omenili, SS-ovce, ki so bili kot neka elitna vojska, pa smo imeli pa tudi elito tudi v vseh tudi socialističnih državah po vsem svetu s svojimi posebnimi
trgovinami, pa centri, pa počitnikovanjem in tako naprej. Žal se zgodovina ponavlja od samega sužnje lastništva dalje in to je zelo, bi rekel, boleča izkušnja za vse ljudi. Nikoli pa ni bilo prave resnične pravice na tem svetu. Kaj bi še lahko povedali o tej okrožnici zoper fašizem, ker je znamenita in ravno še enkrat poudarjam, dokazuje, da cerkev je bila proti fašizmu in fašizem je bil proti cerkvi. Da, ta papež knjižnicar je rekel, navajal ta izrek, historia magistra vitae, torej zgodovina je učiteljica življenja, to da je pripomnil, na žalost, ta učiteljica ima malo učencev. Torej malo učencev, ker ljudje se ne učimo iz zablod prejšnjih generacij in jih ponavljamo. Torej in ta vilec urmak, to se pravi želja po oblasti željnost, je huda stvar, ker iz tega potem izhajajo diktature in totalitarni sistemi. In omenil bi iz te okrožnice zoper nacionalsocializem strahotno propagando, ki jo je noč in dan vršil torej ta Goebbels, ki je bil minister za propagando in ki je veliko pomagal temu Hitlerju. Torej, ta propaganda je prevzgajala torej nemški narod in ga pripravljala torej za osvajalno vojno, za drugo svetovno vojno. In antisemitizem, večina protestantov je podpirala Hitlerja in leta 1934 se je zbralo 200 protestantov, glavnih protestantov, torej se je zbralo v teh hitlerjanskih uniformah, torej in so potem sprejeli antisemitizem, ter so rekli, Jezus Kristus je prišel k nam po Adolfu Hitlerju. Zato so črtali staro zavezo, popolnoma so črtali staro zavezo in potem tudi novo zavezo so obrezali. Torej leta 1934 se je zbralo 200 glavnih protestantskih voditeljev, ki so podpirali Adolfa Hitlerja in so sprejeli njegov program, tudi antisemitizem. In so črtali staro zavezo, iz nove zaveze pa so odstranili vse, kar se nanaša na Jude. In oblečeni so bili v te hitlerjanske uniforme in njihova izjava je takrat vzbudila pozornost po vsem svetu, ker so zatrdili, Jezus Kristus je prišel k nam po Adolfu Hitlerju. In treba je reči, da ta stranka nacionalsocializma je prišla na oblast z glasovi protestantov, torej leta 1933 je večina protestantov volila Hitlerja, čeprav potem en del protestantov je bil proti Hitlerju, ko je videl, kakšno smer gre. Ampak to je bila zelo majhna manjšina. Torej, tako da Hitler je imel oporo v protestantih, veliko oporo, ker v ozadju je bila ta pruska država in pobožanstvene pruske države na podlagi Hegla. Ker Hegel, ta filozof, je pobožanstvil prusko državo, sploh državo, kot utelešenje absolutnega duha. Državi se kaže absolutni duh. In iz tega je morda prišlo to Deutschland über alles. Se pravi, Nemčija, ta nacionalni napuh, torej in potem nacionalni egoizem. Papež torej je opozarjal na to, kar se dogaja, mit brennende Sorge, opozarjal na tom, kaj se dogaja v Nemčiji. In zanimivo je pa tudi to, kako to, da so protestantske cerkve sprejele in podprle Hitlerja, ko je on sam govoril, da bo ukinil krščanstvo in da bo postavil novo vero.
novo vero, ki bo temeljila na veličini nemškega naroda, na tej moči, maht, torej na moči in z glavnim središčem Germanija, z mestom, ki ga je, in potem tudi z temi svojimi okultnimi praksami, ko so že predvidevali eno posebno svetišče, kako bodo oni to vse skupaj vodili. Čudno je, da so ga kristjani podprli. Torej, to je čudno, ampak to kaže vpliv 19. stoletja, ko so bili ti razni protestantski teologi, filozofi, ki so zašli v hud ateizem in tajili Kristusovo božanstvo, torej evangelije in razne druge stvari, torej cerkev sploh, iz te mentalitete, iz te miselnosti, torej tudi to je potem vplivalo na to nemško zavest, torej samozavest, absolutna samozavest, kakor je učil ta filozof, torej Hegel. In Hitler je izjavil v nekem govoru: poteptal bom cerkev kakor krastačev. Poteptal bom cerkev kakor krastačev. In jaz sem govoril torej z nekim duhovnikom v Nemčiji, ki je bil v drugi svetovni vojni častnik. On je bil mobiliziran, je bil bogoslovec, torej bogoslovcem, da so ga mobilizirali in potem postavili, ko je izvršil neko šolo za poveljnika neke majhne topniške protitankovske enote. On je rekel, da generali so se pritoževali, ker Hitler njih ni upošteval. Hitler njih ni upošteval, ker oni so bili na fronti in so poznali stanje, ampak Hitler njih ni upošteval in zato, se pravi, so generali bili besni na Hitlerja. Kaj pa je bilo v ozadju? Torej, ta je povedal, da v ozadju je bila neka čarovnica, kateri je Satan govoril, in Hitler se ni ravnal po generalih, ampak po navodilih tiste čarovnice. In potem, ko ni šlo po načrtih, kakor si je on zamislil, se je v svoji sobi vrgel na tla in je grizel tapet. To je bilo v ozadju Hitlerja, satanizem. Ja, vse to je znano, njegova okultna dejavnost, raziskave in potem ti okultni načrti, to je znano. Se pravi, če ni Boga, kateremu se klanjamo, pa pride potem hudič. Gospod profesor, hvala vam za današnjo obogatitev. Zelo smo, bi rekel, bili informirani o stvarih, ki prej nismo poznali. Šla sva skozi 3 papeževe okrožnice, in sicer zoper fašizem, nacionalsocializem, pa tudi, bi rekel, eno okrožnico o Božji učitelj, o vzgoji, ki je bila tudi proti fašizmu, proti vzgoji fašizmu, pa tudi proti nacionalsocializmu, torej proti Hitlerju. Hvala vam, da ste nam pokazali, da je bila cerkev vedno na strani Boga, na strani človeka in tudi protifašistična. Hvala lepa vam za vaše delo in za vaše poučevanje. Da, jaz bi še omenil še tole za konec o nacionalsocializmu, da to stopnjevanje nacionalsocializma, nacionalnega egoizma, torej je potem sprožilo orkan druge svetovne vojne. In v središču tega orkana druge svetovne vojne vidimo kljukasti križ. Hitler je ponaredil in nadomestil Kristusov križ, s katerim je Kristus svojo ljubeznijo, torej odrešil človeštvo, potrdil dekalog v vertikalni in horizontalni razsežnosti, torej ljubezen do Boga, ljubezen do človeka in vsakega naroda in vsega človeštva. Hitler je ta križ spremenil v kljukasti križ. In kljukasti križ, torej egoizma, nacionalsocializma, nacionalnega egoizma, je bil turbina, ki je sprožil in poganjal ciklon druge svetovne vojne. Poglejte, kam je pripeljalo sovraštvo
do Kristusa. Torej, to sovraštvo do Kristusa, ta kljukasti križ, turbina, ki je poganjala ciklon ali orkan druge svetovne vojne. Kam je pripeljal ta boj zoper Kristusa in zoper Cerkev, torej v strahotno katastrofo druge svetovne vojne. Hvala lepa in vse dobro, Bog naj vas blagoslavlja in vas spremlja in Božja mati svojo priprošnjo. Da, tudi vas pozdravljam in se zahvaljujem vam in vsem poslušalcem in gledalcem te oddaje. Hvaljen Jezus in Marija. Na vekomaj, amen. Spoštovani, to je bil dr. Ivan Pojavnik, profesor cerkvenih očetov, torej patristike na temi drugega Vatikanskega koncila in delovanja potem in temelja drugega Vatikanskega koncila, obenem pa zvemo vedno nekaj takega, kar še nismo poznali in nismo vedeli. Bog naj nas vse čuva, verne in neverne, in naj nam omogoči srečno prihodnost tudi po naših odločitvah, ko se odločamo za dobro in brez sovraštva in sicer z ljubeznijo, kako človeško, tako tudi Božjo. Vse dobro in lep pozdrav do naslednjič.